Drage kolegice in kolegi, veliko veselje mi je, da vam lahko predstavim slovenskega premierja, ki ga vsi dobro poznate, ampak za nas je še bolj bistveno, da je profesor Cerar bil profesor, redni profesor za teorijo in filozofijo prava in države na pravni fakulteti. Jaz sem ga danes povabil, da bi imel tukaj eno slavnostno predavanje. Kot veste, je jutri svetovni dan študentov. Profesor Cerar se je vabilu odzval in bo, kot rečeno, v naslednjih približno 45 minutah predaval o prihodnosti Evropske unije. Njegovemu predavanju pa bo sledila potem diskusija. Če dovolite, bi midva najprej tehnično stvari uredila. Marjan, kaj pa če jaz tukaj če vsem bom ta mikrofon uporabil? Bo šlo, bo v redu. Ja, hvala lepa, bo v redu. Glede na to, da nisem prvič v tej predavalnici. Hvala lepa profesorju Pavšniku za povabilo in ta prijazni uvodni nagovor in seveda lep pozdrav, spoštovane študentke, študenti. Kar več kot 20 let sem predaval v prvem letniku, tudi tukaj zelo pogosto, tako da se počutim zelo domače. In seveda sem vesel, da lahko ob svetovnem dnevu študentov na univerzi in na moji matični fakulteti spregovorim prav vam. Tudi lepo pozdravljeni moji kolegi, profesori, drugi učitelji. Spregovoril vam bom nekaj o tem, kako gledam na prihodnost Evropske unije in o nekaterih tematikah, ki so s tem povezane. Najprej pa nekaj besed o tem, kako vidim vas študente. Namreč Evropska unija je seveda tudi pravno povezana in organizirana mednarodna organizacija in pomen pravne izobrazbe in neke razvite pravne kulture za evropsko civilizacijo je zelo velik. Ravno to, da smo v Evropi razvili, jaz bi rekel, do največje mere neko doktrino in prakso človekovih pravic, socialne države, nekega sodelovanja med državami, ki celo vodi v to, da nimamo več notranjih meja, da nimamo znotraj šengenskega območja, da lahko prosto prehajamo čez meje in tako naprej. Govorim seveda o mejami med državami. Vse to kaže, da je Evropa res neka posebna celina, Evropska unija pa neka posebna skupnost, katere organizacija in delovanje omogoča neko zelo visoko kvaliteto življenja v primerjavi z drugimi deli sveta. Seveda so tudi v svetu nekatere države, ki imajo podobno kvaliteto življenja, pa vendar ravno te množične migracije dokazujejo, koliko ljudi si želi priti v Evropo, živeti tu z nami, ker prepoznavajo tu nekaj več. Več varnosti, več sociale, več pravic in možnosti za delo in življenje na višji ravni. K temu zelo pripomore tudi pravna kultura, kajti ravno ta pravzaprav sooblikuje civilizacijski nivo in zato sem zelo vesel, da se vas toliko odloča za študij prava, ker boste zanesljivo lahko pripomogli k razvoju te pravne kulture v Sloveniji in s tem tudi avtomatično v Evropi. In absolutno vam tudi, kot veste, pravna izobrazba daje zelo veliko možnosti. Ni nujno, da boste ravno vsi končali v politiki, ali pa se upam, da še nisem končal, no? Ampak da se zavedate pa tudi, to je zelo pomembno, da vam pravni poklic daje na eni strani zelo široko možnost zaposlitve. Pravnike najdemo in to v odličnih, bi rekel, izvedbah, če se tako izrazim, med novinarji, med diplomati, tudi v politiki, kot sem rekel, med šolniki in tako dalje. Seveda pa tudi samo pravosodje, ne, in ta specifika pravnih poklicov odpira ogromno možnosti za zaposlitve. Ampak kar je še pomembnejše je to, da pravna izobrazba daje posamezniku nek poseben izostren način mišljenja, ob tem, ko upam, da se boste tudi širše učili o življenju, bili široke osebnosti, kajti samo, če si širok v pogledu na svet, če si razgledan na različnih področjih, si nekako kompleten, ne, v tem družbenem smislu, ampak prav ta pravna izobrazba vas bo izostrila v tem logičnem mišljenju,
v tej preciznosti, ki jo človek v marsikaterem poklicu rabi in bo mu dala prednost med marsikom drugim, ki te ostrine mogoče ne bo imel. No, ampak zdaj, da ne pretiravam v tej smeri, skratka, veseli me, da sem z vami in zdaj bom spregovoril počasi o tematiki. Pa najprej nekaj besed o Sloveniji. Slovenija je država, ki ima, vemo, 2 milijona prebivalcev, vemo, kakšen je njen obseg, tako da po obsegu in številu prebivalcev smo relativno majhna država. Jaz vedno, kadar sem v tujini, pa tudi doma, rečem, da smo po duhu, po srcu, po energiji velika država in o nekaj bom o tem povedal kasneje. Bi pa dejal, da seveda je za nas Evropska unija kot skupni prostor še posebej pomembna. Kajti Evropska unija malim državam, malim članicam, v smislu, kot sem ga omenil, malima, še posebej zagotavlja varnost, kajti če ne bi imeli skupnih pravil, še vedno 28 držav, deloma na to vpliva tudi varnostna struktura NATO, Slovenija je tudi članica NATO pakta, povezana z mnogimi državami v to varnostno strukturo. Če ne bi bilo tega, bi seveda bile majhne države veliko bolj izpostavljene, lahko tudi agresivni politiki velikih držav, večjih držav, ki v našem primeru tudi mejijo na nas. In mi vemo iz prejšnjega stoletja, kam je taka situacija vodila. Ko so se večje države polastile teritorija manjših, ko so želele nekatere, celo denimo Nemčija, odpraviti nekatere narode, tudi slovenskega, ko smo pravzaprav v Evropi, ki jo imamo tudi za eno od zibelk civilizacije, sprožili kar 2 svetovni vojni in dokazali, da ta svetovna civilizacija ni tako zelo razvita, kot se nam zdi, ko gledamo tehnološki razvoj. Moralno vprašanje je tu pomembno, koliko smo moralno razviti, ampak o tem v nadaljevanju. Skratka, majhne države znotraj Evropske unije imajo neko večjo varnost, predvidljivost, ravno zato, ker velja za nas nek skupni pravni okvir, ki je demokratičen, ki varuje človekovo dostojanstvo in seveda človekove pravice in vse tiste vrednote in dobrine, ki se za njimi skrivajo, do svobode mišljenja, gibanja in tako naprej in do drugih pravic in svoboščin. In seveda majhne države so na enakopraven način vključene v dogajanje v Evropski uniji, pa seveda tudi v svetu, kolikor smo članica Slovenija svetovnih organizacij. No in jaz se spomnim obdobja, ko je Slovenija nastajala. Takrat sem bil že tudi aktiven kot pravnik in spomnim se pripovedovanja dr. Franceta Bučarja, pokojnega profesorja, državnika, bi rekel politika, misleca, velike slovenske osebnosti, ki je bil v času osamosvajanja Slovenije leta 1991 predsednik takratne skupščine, ki je sprejemala glavne osamosvojitvene akte, o katerih se tudi učite na tej fakulteti. Med drugim tudi seveda temeljno ustavno listino in kasneje Ustavo Republike Slovenije. Doktorja Bučarja je kakšen teden, 2 pred tem, ko smo nameravali Slovenci izvesti akt osamosvojitve, torej proglasiti Slovenijo za neodvisno državo in tvegati morda tudi konflikt z ostalimi deli Jugoslavije, do česar je prišlo. Nekaj 2 tedna predtem je dr. Bučarja kot predsednika skupščine obiskal ameriški veleposlanik Zimmerman in mu v osebnem razgovoru rekel, da mu absolutno odsvetuje, da bi Slovenija poskusila s takšno norostjo, kot je osamosvojitev. Da naj se zavedamo, da nas nihče ne bo priznal, Amerika nikoli, in da nimamo nobene možnosti, da nam uspe. Ampak potem je na koncu le dodal, če pa boste že storili to stvar, to norost, kot si je verjetno mislil, kot neka majhna republika takrat, ne 2-milijonska, potem pa storite to po pravni poti. Po pravni poti. Dr. Bučar mi je to večkrat razlagal, zato sem si to tako zapomnil. Najprej rečem nekaj, kar je pomembno za vašo bodočo samozavest vseh nas slovenskih državljanov in mislim, da je to treba reči. Mi smo takrat proti volji celega sveta. Nobena večja država na svetu, Rusija, Kitajska, ZDA, nobena članica Evropske unije, razen Hrvaške, ki je šla na isto pot kot mi, nas ni nihče, nobena država pravzaprav bila pripravljena tisti hip priznati.
vnaprej reči, mi vas bomo priznali kot samostojno državo, vas podpiramo. Imeli smo neke glasove podpore tako pod mizo, vendar zelo tiho in skromno, in šli smo v osamosvojitev proti celemu svetu in uspeli. Imamo že 25 let svojo lastno državo. In zakaj smo uspeli? Ker smo bili takrat, kljub vsem težavam, ki jih imamo vedno med seboj, enotni. Ali pa zelo enotni. Morda najbolj v naši dosedanji zgodovini. In ko smo Slovenci enotni, takrat nam gre kar dobro. In zato kot predsednik vlade, zdaj sem pač v tej vlogi, to zelo pogosto poudarjam, da tam, kjer bomo našli skupni jezik, tam gremo lahko zelo dobro in hitro, uspešno naprej. Tam, kjer se pa seveda prepiramo, kjer si mečemo polena pod noge, tudi pogosto po nepotrebnem, samo zaradi nekih parcialnih, osebnih in drugih interesov, pa seveda uspeha ni. In zato vam povem, bodite kar samozavestni, Slovenija je zelo uspešna, kadar hoče in kadar hoče tudi zmore in zna, tudi posamezniki zmorejo, samo pomislite na naše športnike, kulturnike, znanstvenike, vse ostale, kako nas predstavljajo v svetu odlično. Mimogrede, Slovenija je po, dovolite mi to, ker zdaj ne predamo pravo, bom še to dodal, Slovenija je po številu olimpijskih medalj, glede na število prebivalstva, druga na svetu. Ne? Tudi to kaže neko našo kompetitivnost, sposobnost, pa vendar ne, včasih ne znamo tega pretvoriti v nek skupen uspeh, v neko skupno blaginjo na višji ravni, ker se enostavno med seboj sprejemo, težko najdemo skupni jezik. No, takrat smo ga najdli tudi na pravnem področju. Mi smo vsak korak v osamosvojitev izvedli tudi z najbolj pomembnimi pravnimi akti. Z amandmiranjem še takratne republiške, jugoslovanske, da tako rečem, slovenske ustave, s katero smo se počasi približevali neki novi situaciji. Potem smo sprejeli temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, kar je pomenilo, da smo z ustavnim dokumentom, z dvotretjinsko večino v takratni skupščini Slovenci vzpostavili našo državnost, se pravi ne kar z neko politično deklaracijo, ki bi lahko marsikaj kdo očital, ampak z ustavnim dokumentom, torej pravno, ob seveda zadostni politični volji in predhodnem plebiscitu, ki smo ga izvedli, in potem smo za ustrezno zakonodajo to implementirali in kasneje sprejeli še Ustavo Republike Slovenije, ki je ta proces nekako zaokrožila. Se pravi, ta pravni vidik je bil izjemno pomemben in tudi zdaj vidim, ko sem na, bi rekel, nekem drugem bregu v politiki, kako pomembno je, da kljub včasih nelagodju, ki ti ga pravo povzroča, ker je dostikrat tudi omejevalno, ker ti postavlja neke postopke, meje, ki so dolgi, zahtevni in tako naprej, kako pomembno je to pravo spoštovati, kaj ti na dolgi rok vzdržijo samo tiste odločitve, ki so ali zelo jasno pravno korektne, še bolje pa je, če so ob tem jasno čim bolj podprte z neko voljo, se boste srečevali. Še toliko bolj pomembno je zato, da v družbi, ki je manjša v tem obsegu, vzpostavljamo neke korektne medsebojne odnose, tudi etične, da prepire ne rešujemo od personam, ampak ad rem, da se pogovarjamo konstruktivno, tako pravno kot izven pravno, da torej ne gremo v osebne žalitve, kajti ko enkrat človeka osebno prizadaneš, je zelo težko to ponovno nazaj izgraditi v en dober odnos. Če pa se prepiraš o pravni argumentaciji, karkoli je pa to druga stvar, tu se potem lahko še vedno dobiš na kavi ali pa na pivu in se pogovoriš tudi človeško, dobro ostaneš v nekem dobrem odnosu. Potem seveda Evropa prinaša vse vrste povezanosti. Študenti jih lahko občutite preko študentskih izmenjav, programe Erasmus in podobno. Tega nekoč ni bilo, Slovenija ni bila del tega prostora na ta način. Tudi to se danes zdi že mnogim samoumevno, ampak ni. Schengenski prostor, tudi Slovenija je članica schengenskega prostora, ne pozna notranjih, bi rekel, mejnih nadzorov ali kontrol. Žal se v zadnjem času pojavljajo tudi te kontrole znotraj Schengena zaradi množičnih migracij in vseh teh varnostnih problemov, ki so v Evropi prisotni, pa vendar še vedno je ta pretok ljudi, blaga, storitev in tako naprej kapitala tukaj prisoten znotraj Evropske unije in tudi Slovenija, kot veste, je članica Evropske monetarne unije, kar pomeni skupna valuta, s plusi in minusi zagotovo za državljana, za človeka, posameznika je to enostavno, ker lahko z eno valuto gre, torej posluje v Nemčiji, Sloveniji ali pa v Grčiji.
Sem Grčijo prav omenil? Sem. Nisem, zaenkrat če ja. Potem bi omenil še nekaj. Jaz na Evropo ne gledam samo kot na Evropsko unijo, ampak na družino vseh evropskih držav. Nekatere še niso članice Evropske unije, morda še kar nekaj let ne bodo, ampak zelo pomembno je, da jim pustimo vrata odprta, če si želijo vanjo vstopiti. Govorim predvsem o državah Zahodnega Balkana, Srbija, Črna Gora, Bosna in tako naprej. Kajti samo tako bomo lahko še nadalje stabilizirali Evropo, če se bodo tudi te države v svojih pravnih, političnih, ekonomskih standardih približevale temu skupnemu prostoru in če bodo z nami dihale isti, bi rekel, politični, pravni, socialni jezik, če jih ne bomo torej odrivali nekam stran ali pa potem one nas. Tako da verjamem v to, da ta vrata, torej tudi pristopnim pogajanjem morajo ostati odprta za vse te države, mora pa seveda vsaka izpolniti tiste pogoje, ki jih je morala tudi Slovenija, da lahko vstopila v Evropsko unijo. Potem pravna država, o tem sem že na nek način nekaj povedal, to je ena velika civilizacijska vrednota, pridobitev proevropske civilizacije, seveda tudi te okcidentalne, zahodne, kakorkoli se ta širi po svetu. In o tem ne bom govoril, bi pa samo rekel, da zelo razumem to zadevo, velikokrat sem o tem tudi sam predaval, tudi profesor Pavšnik, kolega dr. Novak o tem predava, tam mnogi drugi. In verjemite mi, da ravno ta znanja, ki jih pridobivate na teh splošnejših področjih pravne znanosti, kot je tudi tukaj poučevano pri uvodu v pravoznanstvo, so tista znanja, ki vam dajo nek pravni fundament, ki vas učijo teh najbolj temeljnih zadev o pravu, ki jih pravzaprav potem potrebujete na vseh področjih, pa tudi pridejo prav v osebnem in poklicnem življenju drugod. Da razumete pravne vrednote, da lahko vsak zakon presojate tudi z vidika temeljnih ustavnih in nasploh nekih pravnih vrednot, kot so pravičnost, zakonitost, načelo sorazmernosti in kaj podobnega, človekove pravice kot nek temelj prava, ne, tu na Zahodu in marsikje v svetu. Potem denimo pomembno je, da imate zelo jasne pojme o tem, kaj to pomeni razlaga prava, razlaga pravnih aktov, interpretacija, torej kako pristopati k razlagi prava in to prav teorija prava prispeva zelo veliko, kajti zakon je samo neko izhodišče, ki ga seveda, kot veste, dogradi pravnikova osebnost, njegovo znanje in tudi na nek način njegov karakter, ko razlaga te zakone kot sodnik ali kot kakšen drugi izvajalec. No in potem je tu, če zdaj pustimo ob strani pravno državo kot nek zelo pomemben okvir Evropske unije, pa tudi Evrope širše, je tu demokracija kot temeljna neka oblika političnega sistema, ki si ga osebno želim čim več. Demokracija je zelo naporen politični sistem. Zdaj to še posebej vem v tej vlogi, ker se moram pogajati z vsemi, z nevladnimi organizacijami, s sindikati v javnem sektorju, sindikati v gospodarstvu, z občinami, z delavci, z, bi rekel, univerzami. Skratka, demokracija ni samo odločanje večine, ampak je tudi marsikaj več. Neka kultura dialoga, javne razprave, spoštovanja in udeležbe civilne družbe in posameznikov pri odločevalskih procesih in je zelo naporen proces. Ker več, ko jih je vključenih v odločanje, težje se pride do odločitve in še težje je najti odločitev, ki bi vsaj v večji meri ustrezala večini, vsem skoraj nikoli ne. Ampak se splača. Na koncu je tako, da če na ta način prideš do neke odločitve, skozi ta velik dodaten napor, kajti diktator se lahko odloči sam, reče takole bo in zadeva je rešena v 1 minuti ali se takoj začne izvajati. V demokraciji traja dneve, tedne, leta včasih, da se pride do odločitve, ampak to potem ponavadi drži čvrsto na nek daljši rok, kajti ko diktator gre, odide tudi tista ureditev, pride nekdo drug ali pa se sistem zamaje. Pa še nekaj, demokracija le spoštuje človekove pravice. In mi se tudi tega ne zavedamo. A veste, ko hodite zunaj, ponavadi niste v strahu, da vam bo kdo kaj naredil. Vi se ne bojite policista, da vas bo policist pretepal ali oropal. Ne bojite se, da boste, če boste nekaj v letniku povedali, neko kritično mnenje ali pa v lokalu ali kjerkoli, ki se pogovarjate na javnem mestu, da vas bo nekdo za to aretiral, mučil ali kaj podobnega.
napišete, kar se vam zdi prav. In tako je tudi prav. To demokracija mora omogočati, dokler ne gremo v kršenje pravic drugih, ampak to ni samoumevno. Zato si je treba prizadevati vsak dan, da te zakone dograjujemo, da ta pravni red izvajamo v njegovem pravem duhu in da to kulturo medsebojnih odnosov spoštujemo. In včasih je ne, včasih dobimo kakšne drugačne občutja in tako naprej v tem nekoliko nadaljevanju. Je pa res, da Evropa je tudi Evropa interesov. Vsaka država ima interese, v vsaki državi so številni interesi, v gospodarstvu, v kulturi, na drugih področjih. Ogromno je nekih, bi rekel, skupin. In potem, seveda, če si v skupini 28 držav, je popolnoma jasno, da je usklajevanje izredno naporno. To ste videli, recimo, če ste spremljali proces sklepanja sporazuma CETA, torej sporazum med Evropsko unijo in, že dolgo nisem bil, pa sem pozabil, ki je ura, med Evropsko unijo in Kanado. Koliko let je trajalo in kako je bilo tudi v zadnjih mesecih težko priti do nekega mednarodnega sporazuma, ki bi ga ena država z drugo sklenila veliko hitreje in lažje, kot ga je lahko 28-terica, ki se je morala v tem najprej notranje sklenila s Kanado. To je tak primer, kako seveda demokratičen proces zadevo tudi zaplete, ampak kot sem rekel, na koncu zadeva bolj stoji. Seveda pa so slabosti Evropske unije ravno v tem, da včasih interesi prevladajo nad vrednotami. Govorimo o tistih interesih, ki ne upoštevajo teh evropskih vrednot, solidarnosti, človekovih pravic, ne, in podobno, o čemer sem govoril. Ampak to se dogaja tudi znotraj držav, to se dogaja tudi v vašem življenju. Včasih ste tudi študenti med seboj interesno v konfliktu ali pa v konfliktu s profesorji, to je del življenja in zato je treba to vedno znova reševati. Je pa pomembno nekaj. Evropa, po moji oceni, lahko obstane in živi pozitivno pot naprej samo, če bo spoštovala svoje vrednote. Če bo pozabila na te temeljne vrednote, ne, potem seveda se bo prej se razkrojila in je ne bo več. Potem pa bomo v situaciji, ki spominja na tisto preteklost iz prejšnjega stoletja, ko pač močnejši lahko vpliva na dogajanje bolj kot šibkejši. In jaz si tega res ne želim, samo pomislite malo o zgodovino, pogledajte, videli, kaj to lahko za Slovenijo pomeni. Tako da ta skupni plašč, ki ga nosimo, vsi skupaj treba stalno negovati. Izzivi. Torej, mogoče še to, ne, torej, seveda Evropa ima demokratični deficit, tega se zavedamo, ne. Mnogi se pritožujejo nad bruselsko demokracijo, nad drago Evropsko unijo, nad predolgimi postopki, nad nedemokratičnostjo institucij in podobno. To so vse relevantne teme, o tem zdaj ne morem govoriti, ampak gre za nek izjemen proces, ki nima presedana v svetu, v zgodovini, ko se 28 držav, zaenkrat še vedno 28 držav trudi skupno peljati to zgodbo naprej za dobro državljanov. Ne. In seveda še eno stvar omenil, tudi različna gospodarska razvitost je problem. Ne. To vidimo, da nima. Velika razlika je med naprimer Grčijo ali pa Švedsko in da ne govorim naprej. Tudi Slovenija je padla v neko hudo finančno krizo pred leti, iz katere smo zdaj nekako počasi šli, ampak so pred nami še zelo zahtevne naloge. In to je tudi problem, ki smo ga denimo doživljali, tisti, ki se tega spomnimo, še v prejšnji skupni državi Jugoslaviji, ko je bila tudi Jugoslavija zelo raznoliko razvita. Recimo Slovenija je bila več desetkrat bolj ekonomsko razvita kot denimo Kosovo ali kakšna druga republika Jugoslavije in to je vedno naredilo velike probleme, kako spraviti tako različne dele republike ali pa danes države, da lahko sodelujejo skupaj in to se zelo jasno kaže pri obravnavanju grške krize, zaradi katere smo zdaj v zadnjem letu pravzaprav vložili ogromno milijard cela Evropa, ob upanju, da bo to pripeljalo do konca te krize, ampak še ne vemo, če bo to res. Ne? In takrat se zelo jasno vidijo te veliki razkoraki med državama in to je tudi nekaj, kar zagotovo je neka slabost Evropske unije, ampak je to evropska realnost, ki jo moramo upoštevati. Izzivi, pred katerimi smo danes. Poleg tega, kar imate vi, izziv, kako doštudirati, kako priti do poklica,
kako biti lep in očarati nekega bodočega partnerja, punco, fanta, kakorkoli, kako biti všeč profesorju ali pa tudi ne, kako dobro znati na izpitu, pa še kaj. So glavni izzivi varnost. Evropa doživlja terorizem, na raznih koncih to ni enostavno. Svet se je tukaj zelo spremenil, ta grožnja je zelo neprijetna, ker je bistveno manj predvidljiva kot nekoč. Teroristi ne napadajo več samo državnih institucij, kot je bilo nekoč morda bolj pogosto, ampak se lotevajo zelo različnih ciljev, na zelo različne načine, veste sami, tudi samomorilski napadi, uporaba najrazličnejših sredstev, tako da stvar je izredno težavna, še posebej za varnostne službe v Evropi in ostale, tudi za državljane ni prijetno, ko se to enkrat zgodi, ostane nek zelo neprijeten občutek, strah, negotovost. Potem imamo pojav množičnih migracij. To je pojav, ki presega tisto, česar smo bili navajeni v preteklosti, a ne, ko migracije stalno potekajo. Mi smo doživeli Slovenija prehod skoraj 500 milijona migrantov lansko leto in začetek letošnjega leta, ki smo ga sicer obvladali humano, humanitarno, solidarno in tako, da smo zagotovili varnost. Ampak vseeno to je bil grozovit izziv, ni bilo lahko in če nas bo to doletelo še enkrat, bo seveda to še veliko teže, kajti države severno od nas bodo zaprle meje. Avstrija to že deloma počne in potem seveda bo morala Slovenija ustrezno temu odreagirati. In do tega, kako se tega na to pripraviti, to ni enostavno vprašanje. Upajmo seveda, da bo ta dogovor Evropska unija Turčija vzdržal, da morda ne prije s pomočjo Turčije seveda do nekega množičnega ponovnega priliva migracij, ampak moramo vedeti, da samo v Afriki čakajo desetine milijonov ljudi, v podsaharski Afriki, tudi v drugih državah na severu Afrike, da bi prišli v Evropo. Bližnji vzhod ima ogromno beguncev, v zadnjem času prihajajo večinoma iz Afganistana, recimo v Srbijo preko Bolgarije in Turčije, prihajajo iz Pakistana, ne samo iz Sirije, struktura beguncev se menja in tako naprej, ampak o tem ne bi zdaj govoril, zadeve niso enostavne in Evropska unija se na to odziva prepočasi, ampak se odziva in upanje je, da se bo na koncu le odzvala v prihodnjih mesecih še bolje, da bo tudi v kriznih državah, tam, kjer so žarišča teh kriz, torej izvori kriz, storila več v Afriki, na Bližnjem vzhodu, no na tem pač politiki zdaj delamo, kar moramo in znamo. In vse to, tudi ukrajinska, bi rekel, rečemo ali kriza ali agresija, ki tam poteka, vse to pravzaprav nas odvrača Evropejce od ključnih vprašanj, ki so pomembna za razvoj, tudi za vas mlade. Kako zagotoviti uspešno ekonomijo, gospodarsko rast, modernizacijo Evrope, kako zagotoviti, da bo Evropa dovolj učinkovita skupaj, da bo konkurenčna s Kitajsko, z ZDA in z drugimi, z Japonsko in z drugimi državami, kako seveda zagotoviti več zaposlovanja za mlade, predvsem in tudi druge. Številni izzivi so, na katere pa nismo dovolj sredotočeni, ker nastalno te krize, pa potem pride do referenduma v Veliki Britaniji, pa še kaj, in nam to stalno odvrača pozornost od tistega, kar bi bilo pomembno za naš skupni razvoj. In to je velik izziv za Evropo. In če bomo uspeli skozi to priti, potem bo šla Evropa naprej, bo tudi mir, bo tudi varnost, kolikor upam, da jo bo, čim več. Če pa ta proces ne bo uspešen, se bo pa Evropa počasi razkrojila, dezintegrirala, vsaka država se bo začela zapirati v svoj krog, v krog ožjih povezav z drugimi in to seveda, kot sem rekel, po moji oceni ni dobro. Ampak glejte, zadnja stvar, ki bi si jo smeli dovoliti, je strah. Če ste kdaj razmišljali o tem, bolj natančno, pa verjetno ste mnogi, je strah nekaj, kar morda najmočneje zaznamuje naša življenja. Bojite se, da ne boste dovolj privlačni za druge. Bojimo se, da ne bomo dobili zaposlitve. Bojimo se, da bomo izgubili službo. Bojimo se, da bomo dobili nižjo plačo. Bojimo se, da ne bomo sprejeti na fakulteto. Bojimo se, da ne bomo izpita naredili. Bojimo se, da nas doma ne bodo razumeli. Partner nas ne bo razumel, prijatelj. Mi smo stalno pravzaprav v odzivu na neke strahove.
Poskušajte razmišljati, kako bi bilo, če bi vas ne bilo ničesar od tega strah, kako bi bili pravzaprav na en drug način svobodni, ampak to je popolnoma nemogoče in del strahov je verjetno celo koristen, ne, tudi pravo povzroča pravni red, nek strah v smislu preventive, ne vozi prehitro, sicer boš kaznovan, ne, in tako naprej, ampak govorimo o tistem strahu, ki ga moramo s pogumom, se pravi z lastnim naporom, le premagati. To je strah, ki vas blokira v vaši svobodi mišljenja, lahko v vaši kreativnosti, torej ustvarjalnosti, v vašem pogumu, da se lotite nekih projektov, ki se jih mladi morate. Ker res na mladih spet stoji, to je bilo vedno res, ampak nekaj je zelo pomembno. Mi govorimo, starejši, moramo ustvariti mladim boljše pogoje. Tudi jaz včasih rečem, to, kar dela naša vlada, zdaj dela za prihodne generacije in to resno mislim. Jaz gledam naprej s to vlado, želim si gledati predvsem naprej v prihodnost, da smo moderni, da razumemo, da prihaja krožno gospodarstvo, da smo že upeti v prihajajočo ali pa že v prisotno 4. industrijsko revolucijo, da smo pred hudimi ekološkimi izzivi, kot sem rekel, migracije, itak pa krize v svetu, to poznamo, in da danes z digitalizacijo, z vsemi temi zadevami gremo popolnoma nov svet, ki se spremeni v 10 letih tako, da si težko predstavljamo. Tako da nimo je zadnjič bivši komisar dr. Janez Potočnik, evropski komisar nekoč, danes eden vodilnih strokovnjakov na področju krožnega gospodarstva povedal, tudi javno, da pričakujejo strokovnjaki, da čez 10 let v mestih, in mi vemo, da bo kmalu v mestih 80% svetovnega prebivalstva, da v mestih pravzaprav skoraj da ne bo, če bi tem ocenam verjeli, lastniških avtomobilov. Avtomobili bodo v souporabi, jih bo bistveno manj in promet bo verjetno tekel bolj racionalno, bolj ekološko, avtomobili bodo na elektriko in podobno, denimo. To bo zelo spremenilo naš način življenja, pa pametna mesta in vse to, kar berete in slišite. In vi ste že del tega, to že soustvarjate. In zato vam hočem povedati naslednje. Ko mi starejši rečemo, delamo za vas, mladim želimo pripraviti nekaj, jaz tega ne razumem tako, da vam bom jaz zgradil neko hišo, morda vam tudi bom, ampak to ni bistveno. Ali pa da vam bom enostavno, da vas bom peljal za rokico nekam, da boste zbrali dovolj poguma in potem naredili izpit ali kaj podobnega. Tega vi ne rabite. Tega si sploh ne smete želeti. Vi, mladi, ste absolutno sposobni ne samo svoje življenje speljati tako, kot je treba, ampak tudi kot generacija nam, starejšim, pokazati, da zmorete tudi brez nas. Se vedno spomnim, generacija mojih staršev doživela, so bili še otroci, 2. svetovno vojno. Kaj so njim zapustili starejši? Porušeno Evropo, pomorjeno Evropo, pravzaprav samo grozo. In kaj je ta generacija naredila? Zgradila to Evropo na novo, jo povezala, si zgradila stanovanja, hiše, organizirala šole in tako naprej, da smo lahko mi potem tu nadaljevali, tako kot boste zdaj vi naprej. Ja, vsaka generacija je odgovorna sama zase. Kaj je naloga naše generacije, tudi politikov ali kogarkoli, profesor, je to, da vam damo zgled. Ne, da vam damo denar ali pa zgradimo most za vas, ampak da vam damo zgled. Zgled damo pa najboljše tako, da ravno zgradimo most, ja. Da smo sami dobri učitelji, profesori, če je treba, da smo sami pošteni v politiki in drugod, da ne krademo in ne lažemo in podobno, in da storimo čim več kot taki, da smo sami motivirani, da nekaj zgradimo. Če sem jaz motiviran, da nekaj zgradim, ker je dobro, to storim zato, ker vem, da je prav. In to bo najbolj koristilo potem vam, ker imate najboljši zgled v starejših, ob tem se pa še nekaj za vas izgradi, kar boste lahko nadgradili. Jaz v to res verjamem, zato sem tudi šel v politiko. Je pa dejstvo, da s tem tudi moram verjeti v vas, v mlade. In vsi mi vam moramo zaupati, ne vas nositi preveč po rokah, ampak vam pustiti, da zaživite in da nam pokažete, kaj zmorete in kje vam lahko mi pomagamo. In verjamem, da mnogi to že počnete na ta način, verjamem pa tudi, da mnogi boste v prihodnje to počeli še bolj. Zdaj v Evropi, če gledam spet z vidika Evropske unije, še 5-10 minut, potem bom pa vam prepustil besedo.
Se mi zdi, da mlade še posebej pomembno, da vam zagotovimo dobro izobraževanje, torej vzgojo izobraževanje. Potem drugič, socialno vključenost, da sodelujete v procesih, tako političnih, predvsem pa tudi v socialnih, ekonomskih in drugih, da dobite možnosti za zaposlitev, delo, kajti delo je tisto, kar je izjemnega pomena. Če si lahko sam z delom zagotoviš neko dostojno, človeka vredno življenje, zase, za družino in kogarkoli, potem si resnično kot človek v največji meri izpolnjen. Potem si lahko tudi ustvarjalen in podobno. Če si onemogočen v tej komponenti, si resnično prikrajšan na enega najslabših načinov. Seveda pa, jaz bi omenil še pogum. Tudi tukaj moramo biti starejši nekoliko bolj zgledni. Jaz rečem, ne jamrati, ampak iskati rešitev. To so me mnogi komentirali, ko sem rekel, ne jamrajmo, ampak iščimo rešitve, in potem so nastale celi traktati, kaj sem s tem mislil. Mislil sem samo to. Ne jamrajmo, iščimo rešitve. Jamranje ni to, da se pritožiš. Ne, to ni jamranje. Imate pravico do kritike. Profesor, to ni v redu, dekan, to ni v redu, predsednik vlade, tukaj le ste ga polomili. To je pravica do kritike. To je javna diskusija, to ni jamranje. Jamranje je tisto, nekaj stokaš, pa šimfaš, pa vsi so krivi za tvoje probleme, pa nič ne narediš. To je jamranje. Takih mladih se jaz ne želim in ne predstavljam, tudi ne verjamem, da taki ste v resnici. To, da rečeš, je težko, imam težavo, boli me, slabe volje, sem prizadecem, tudi kritiziram, ampak bom tudi iskal rešitev. Moram nekaj narediti zase, moram nekaj narediti za druge. In tukaj bi vam povedal še eno misel, ki sem si jo zapomnil od Mahatme Gandhija, tega znanega indijskega misleca, državnika, kakorkoli ga razumemo. On je rekel, da edina stvar, ki človeku osmisli življenje, v resnici je to, kar stori dobrega za druge. In jaz v to tudi verjamem. Da kar storite dobrega za druge, to vam resnično osmišlja življenje, da pa to lahko delate, morate pa sebe krepiti, učiti, da rastete v znanju, rastete v pogumu, v osebnosti, kajti samo potem lahko res dosti prispevate drugim. In takole, da zaključim, lahko bi govoril seveda še dlje, ampak veste, kako je. Moramo zaključiti, dokler je še čas. Če smo predolgi, pol je slabo. Kako je rekel Konfucij, preveč je ravno tako slabo kot premalo. Torej prava mera, upam, da sem jo ujel v tem delu, in bi rekel samo še to na koncu, da jaz osebno v Evropsko unijo verjamem. To je zelo zahteven proces, bi rekel, to je neko dogajanje, ki mu ne vidimo trenutno konca, ne vem, kam se bo premaknilo. Ampak dokler se dogaja, dokler želimo skupaj nekaj delati, ostaja upanje, da bomo živeli v miru, da bomo kot kontinent še vedno dobri do samih sebe, pa tudi privlačni za druge, kar je nek dokaz, da smo uspešni, in da bomo še vedno dali nek ton celotnemu svetu, kajti evropska civilizacija, še posebej tudi v zadnjih desetletjih, sploh po drugi svetovni vojni, je v marsičem dala, seveda pa tudi že stari Grki in tako naprej, se vemo, pa Rimljani, dala kar nekaj temu svetu. Nismo bili samo mi, so bili tudi Kitajci, drugi in tako naprej, ampak mi dajemo temu svetu marsikaj in bi bilo škoda, če bi s tem prenehali, tako kot smo prenehali vsaj dvakrat v prejšnjem stoletju in smo potem svetu ponudili nekaj drugega. No in jaz pogosto citiram, zdaj že zadnje čase več ne, ker je to že nekoliko preveč znano, hvala Bogu, tisti rek od Edmunda Burkea, tega irskega državnika in misleca, ki je filozofa tudi, ki je rekel, da on je rekel, ne, edino, kar je potrebno za zmago zla, je to, da dobri ljudje ne naredijo ničesar, ampak to ste verjetno že slišali, poznate. Zato sem si še njegov rek tukaj izbral za konec, ki gre takole: nihče ne naredi večje napake kot tisti, ki ne naredi nič, torej ničesar, ker misli, da lahko stori samo malo. Morda lahko kot študenti ali pa kot posamezniki, tudi jaz kot posameznik, storimo samo malo. Ampak vse, kar storimo, šteje in šteje zaradi nas samih, ker če v to verjamemo, potem smo sebe uresničili, smo zvesti do sebe, smo na pravi poti, damo pa nek kamenček v mozaik tega človeštva, tega sveta, tega gibanja, katerega del smo. In jaz vam res želim, da bi
se zavedali tega, da vsak vaš prispevek na področju prava, na področju družbe je koristen in pomemben, če ga seveda date na pravi način in dejte ga. Tako da jaz bi se tu ustavil, hvala lepa, bi pa zdaj prepustil besedo profesorju, če bodo kakšne vprašanja, da na njih odgovorim z veseljem. Seveda sem vam na voljo še kakšnih 15 minut, morda mi vmes še pojavi še kakšna misel, da jo dodam, ampak najprej bi zdaj prepustil besedo vam. Hvala. Hvala lepa, profesor Cerar, kolega Cerar. Morda tudi kot da vas slišali, vse, kaj jih je zelo. Ja. Tole dela, me slišite. Dela. Prav, potem bova zdaj preko tega mikrofona nadaljevala. Skratka, čas imamo za diskusijo. Kolega Cerar ima približno 15 minut časa, da odgovarja na vaše vprašanja. Dal vam je veliko iztočen, če lahko eno majčkeno šalo obrnem. Rekel je, imamo tudi strah pred izpitom. Kar zadeva uvod v pravoznanstvo, ni treba imeti strahu. Imejte eno ustvarjalno tremo. Če dobro študirate, boste izpit zanesljivo naredili. Mislim, da se kolega s tem strinja. Odlično. Vse. Izvolite. Kdo bo prvi? Izvolite, kolega. Jaz bi vprašal, kako se te pridobitve civilizacijske, ki ste jih omenili in ki gradijo temelj te evropske družine, po drugi strani skladajo s modernejšimi politično-pravni procesi posega v te civilizacijske pridobitve, na primer predlog zakona o tujcih, pa tudi v tej relaciji nas zdaj ovira strah pred terorizmom in pač ukrepi, ki jih na podlagi tega strahu sprejemamo, ali terorizem sam. Ja, torej najprej čisto neka splošna ugotovitev. Glejte, dogodki v tem času, modernem, sedanjem času, nas zelo pogosto prehitevajo. Znanost napreduje tako hitro, da pravzaprav ne uspemo tako hitro najdeti dovolj zanesljivih etičnih, moralnih odgovorov na to. Na vprašanje kloniranja in na vprašanje določenih medicinskih posegov, sprememba spola, karkoli. Zadeve se tako hitro spremenijo tudi v družbenem pogledu. Nekaj, kar je bilo 20 let nazaj, še morda sporno, vprašljivo, recimo homoseksualnost, karkoli je danes popolnoma normalno, sprejemljivo za večji del družbe, ne posod po svetu in tako naprej. In seveda ta razvoj tehnike, pa tudi družbenih razmerij, nas postavlja pred vedno nove in nove moralne dileme. In tukaj smo seveda, zaradi tega, ker je to tako hitro, dostikrat še, jaz bi rekel, ne dovolj premišljeni ali pa nimamo dovolj še jasnih odgovorov, ker je enostavno prehitro, ampak se moramo kljub temu truditi. In zdaj ta zakon o tujcih, ki ga omenjate, najprej bi vas upozoril, da tukaj me snemajo, ampak moram reči, da vse, kar preberete, vzemite saj zrncem soli, pa sem to rekel zelo ljudno do tistih, ki včasih pišejo. Tega predloga še ni. To je nek tekst, ki se pripravlja, zakon o tujcih, neke spremembe tega zakona. Še niti na vlado ni prišel, nisem niti še spustil, da bi šel na vlado. Gre pa res za občutljivo materijo in na to seveda cikate z vašim vprašanjem. Gre za vprašanje, kako se odzvati, če spet pride do množičnih migracij preko hrvaškega ali madžarskega ozemlja ali kateregakoli in na to v Slovenijo. Situacija je takšna. Avstrija bo v tem primeru neprodušno zaprla meje, kar ji lahko v veliki meri, torej neprodušno, kolikor bo mogla, ampak to je lahko v veliki meri zelo učinkovito uspe, ima dovolj policije, vojske, ima konfiguracijo meje takšno, da če zapre nekaj 10 kilometrov, je to že skoraj naredila, zaradi alpskega in drugega gorstva. Slovenija ima s Hrvaško 760 kilometrov meje. Če Hrvati ponovijo prakso, upam, da je ne bodo, trenutno dobro sodelujemo z njimi, Srbi, z Makedonci, Bolgari, celotno Evropsko unijo, ampak če se ponovi praksa, ki se je zgodila na začetku tega velikega migrantskega vala, ko je v Slovenijo na dan prihajalo več tisoč migrantov, 3 do 5 v povprečju tisoč, v nekih dnevih tudi 10, postavili smo celo evropski rekord, 12.500 v enem dnevu. To pomeni, da vsa ta količina ljudi, in pri teh številkah, veste, to so velike številke,
so pa za njimi seveda usode posameznikov, ki jih ne smemo spregledati. Ampak ti ljudje ne bodo mogli tja, kamor želijo, ne bodo mogli iti naprej in se bodo ustavili v Sloveniji. V Sloveniji imamo določene kapacitete. Ko se o tem pogovarjamo, koliko tujcev želimo vzeti, javno mnenje, verjetno tudi mnogi izmed vas, vaših staršev, prijateljev, pravijo čim manj. Razen nevladnih organizacij, ki pravijo, zmoremo več, razen nekaterih politikov, ki pravijo, zmoremo več. Ampak pretežno javno mnenje čim manj. In kaj se nam dogaja? Mi bi odprli samo sprejemni center, kjer bi za 72 ur zadržali ljudi, prehodni center v Beli krajini, kajti tam bodo prišli. Na Dolenjskem, v Pomurju, tam bodo prišli. Kaj pravijo ljudje? Nočemo, ne želimo. Župani so proti, opozicija je proti. Spomnite se tistih demonstracij zoper 17 ali koliko 21 begunskih otrok v neki gorenjski šoli, ki smo jih tja namestili. Pa je šlo kar veliko ljudne ceste, da teh otrok noče, to so begunci, teroristi, ne vem kaj so takrat govorili, neumnosti. In tu so bili tudi poslanci med njimi, iz opozicijskih strank in nekaterih. In zdaj karkoli narediš ni dobro. Če dopustimo, da pride v Slovenijo 1000 migrantov, pogledajte, recimo 1000 na dan, v enem mesecu 30 000 ljudi, ki ne morejo naprej. Koliko jih bomo mi vzeli domov na svoje domove? V katere šole jih bomo vzeli? Kako se je na Švedskem zgodilo, da so zaprli mejo? Švedska je zaprla mejo. Ko so imeli vrtce in šole tako polne, da je še premier mi povedal, da njegov otrok sploh že 6 mesecev nima telovadbe, ker so vse telovadnice v južnem predelu Švedske zaprte, ker so polne beguncev. Jaz seveda sem do zdaj skupaj z vlado izvajal humanitarno politiko. Mi smo nobenega zavrnili, omogočili humanitarni prehod, vsem smo dali toploto, torej so bili na toplem, so dobili hrano, so dobili medicinsko oskrbo in vse ostalo. Ampak zavedati se moramo, da država ima neke integracijske oziroma tudi druge zmožnosti, ki jih pa ne more preseči. Če prije toliko ljudi, ki želi v Slovenijo, to je samo en mesec, sem rekel, v 2 mesecih jih 60 000, če samo 1000 na dan. To pomeni, da bomo imeli v Sloveniji toliko migrantov, ki jih ne bomo mogli obvladati. In žal, kot veste, v Evropi začenja prevladovati nek ksenofoben duh, strah pred tujci, strah pred teroristi in s tem tudi strah pred migranti, kar je dostikrat neupravičeno, kajti seveda migracije ne moramo kar enačiti s terorizmom. Vemo, da kakšen posameznik se lahko skozi prebije, ki je varnostno sporen, lahko tudi več takih, tudi nekaj se jih je zagotovo, ampak dejstvo je, da je tukaj zdaj treba narediti neko tehtnico. In zato razmišljamo na vladi, seveda, in to zelo odgovorno, kako se na to izzvati. Kajti, ko jih bo v Sloveniji že 30 000, me ne boste več vprašali o tem, kaj ste me zdaj, ampak boste vprašali, zakaj imamo vaške straže, zakaj so ljudje prestrašeni, ker so jih poropali to ali ono, kajti ljudje pridejo v take primer tudi lačni, nervozni, v konfliktu med sami seboj. To niso ljudje, ki bi bili pripravljeni tukaj živeti. To so ljudje, ki hočejo naprej, ki postanejo nepotrpežljivi. Ko smo denimo eno skupino migrantov peljali samo v Postojno, da jih tam namestimo, čez noč so skoraj razbili avtobus, ker so po GPS-ih ugotovili, da jih peljemo stran od Avstrije. Oni so hoteli naprej v Nemčijo. Med seboj se dostikrat usekajo, ker so v konfliktnih razmerih, Pakistanci, Afganistanci, Iračani. To ni enostavno. In poleg tega, tako Slovenci kot Avstrijci, očitno kot Madžari, kot Hrvati, kot vsi ostali, do neke mere smo humanitarni, na neki točki se nam pa seveda zadeva ostane, ko ne zmoremo več. No in vlada mora zato poskrbeti, da bo tu našla pravo rešitev. In poudarjam, Slovenija je ena redkih držav v Evropi, ki dosledno izvaja politiko relokacije in preselitve. Mi vsak mesec solidarno vzamemo okoli 50, mislim, da je številka več 10 beguncev iz Grčije in Italije, po dogovoru kvot, ki so neobvezne, ampak mi to smo sprejeli. Vzeli smo jih iz Turčije in tako naprej. Mi dokazujemo vsak dan, da smo humanitarni in solidarni, za razliko od drugih držav. Mi bomo zdaj novembra na prvem mestu držav Evropske unije po številu, po procentu ljudi, ki smo jih po načelu relokacije preselili v Slovenijo. Nobene jih ni toliko glede na število prebivalcev kot Slovenija. In zato lahko o tem govorim zelo, bi rekel, res smerno, veste, ker se trudimo. Morate pa vedeti, da če vlada dovoli, da pride neobvladljivo število
tujcev, migrantov, kakršnih koli, lahko tudi samo ljudje v stiski, seveda iz varnih držav, kajti pred nami je 5 varnih držav, Hrvaška, Srbija, Makedonija, Bolgarija, Grčija. Ne? In se potem tukaj seveda ustavijo in nimajo kam iti, nihče jih noče vzeti nazaj, potem pa imamo zelo velik problem. Zelo velik problem, ker država ne bo mogla več normalno funkcionirati. In tukaj moramo zdaj postaviti neko mejo. In na tem zelo intenzivno delamo. Ugotavljamo, do kje imamo kapacitete. Skušamo jih povečevati, ampak ko ste videli, prebivalstvo je zelo nekooperativno. Na koncu bomo morali seveda vlada izvesti nek ukrep. Ampak jaz si želim to delati v sporazumu z občinami, z lokalnim prebivalstvom in to skozi delamo. Ampak to je to. In zato seveda moramo misliti vnaprej, da preprečimo, da bi se zgodilo kaj takega, kar bi bilo seveda za državljane, državljanke nesprejemljivo. Ne smemo pa seveda storiti kaj takega, kar bi neupravičeno, neutemeljeno posegalo v človekove pravice ljudi, pač katerih koli. Toliko bi odgovoril na splošno. Bilo je še eno vprašanje. Še kakšno vprašanje? Mislim, da imamo 5 minut še. Izvolite, kolegica. V prvem letniku se zelo dobro spomnim, v tem zagovoru, ki je v vodu problematik, ste me na koncu vprašali, kakšno je moje mnenje o demokraciji. Sedaj mi pa jaz vas vprašala, kakšno je pa vaše mnenje o stanju demokracije v Sloveniji, v Evropski uniji in pa še bolj zanimivo me zanima, kakšno je vaše mnenje, oziroma se je kaj spremenilo, odkar ste iz teh teoretičnih filozofskih vod zaplavali v prakso. Hvala lepa, lepo, da se spet vidiva. Ja, ne bom, ja. Stanje ali pa ocena demokracije v Sloveniji in Evropi. Tako bom rekel, verjetno je količina demokracije v Evropi največja na svetu. Pustimo zdaj še Avstralija, tukaj verjetno še Nova Zelandija, Kanada, recimo, na nek način tudi še kakšna država, mogoče ZDA do neke mere. Vemo, kako je tam bilo po 11. septembru, kar veliko restriktivnih ukrepov sprejetih, ampak Evropa zagotovo je vodilna na tem področju. Ima tudi zato največ težav, ki sem jih opisal, ker demokracija pomeni usklajevanje, dialog, razprava, spoštovanje človekovih pravic, spoštovanje medijev, javnega mnenja, zaradi tega imajo ogromno problemov. Jaz sem zadnjič bil v Portorožu, ko je gospa, predstavnica vlade Savdskih Emiratov, Združenih Savdskih Emiratov, razlagala, kako oni merijo učinkovitost vlade. Žal so jo spustili, da je predavala ravno preden sem jaz nastopil. Govoril sem kar neki široki publiki z področja zagotavljanja kakovosti, standardov kakovosti v Sloveniji. Ona je to tako krasno povedala. Predsednik vlade pove, tole mora biti, takole je, potem nadziramo, če ni v redu, sankcioniramo in tako naprej. In potem sem moral narediti za svoj nagovor, ki je bil nekoliko drugače, zamišljen nek uvod. Rekel, veste, tudi mi imamo merila kakovosti, smo jih vzpostavili ravno z našo vlado. Kazalnike učinkovitosti v javni upravi. Iščemo rešitve, kako zadevo narediti bolj učinkovito in tudi delamo na tem in smo že nekatere našli. Ampak poglejte, ko se mi hočemo lotiti katerekoli reforme javnega sektorja, sedi nasproti našemu pogajalcu z vlade 40 sindikatov javnega sektorja. 40 sindikatov javnega sektorja, ki imajo potem, kar so prejšnje vlade sprejele, skoraj da na vsako stvar pravico veta. Ko se lotimo vprašanja, ki ga je kolega izpostavil, imamo, ampak to je v redu, kar bom povedal, ampak imamo v Sloveniji več 10 nevladnih organizacij, ki nam gledajo pod prste. Prav je, da gledajo pod prste vladi, ampak to pomeni dodatni napor. Vsaka ima pripombe, vsaka hoče biti obveščena, kako bo z azilanti, kako bo s tem begunci. Mi smo jih vključili v ta sistem. Lansko leto so sodelovali z nami, sem jim zelo hvaležen, smo kar veliko sodelovali, ampak to so desetine nevladnih organizacij. Naši postopki, ko se denimo lotimo neke problematike, ki zadevajo občine in tega ni malo, mora vedno državni zbor, že vlada, zahtevati mnenje vseh občin, 212 občin. To je na nek način zelo demokratično, ampak zelo neučinkovito v smislu hitrosti sprejemanja odločitev. No in zato hočem reči, procesno gledano, formalno, torej
institucije, ki so demokratične, način odločanja, postopki, tukaj je Evropa zelo demokratična. Žal pa je zapletla te postopke preveč je pravnih predpisov, o tem stalno govorimo, ampak to ne bi šlo zdaj v detalje. Vsebinsko, bi rekel, vrednostno, koliko pa mi tudi v resnici spoštujemo vrednote. Jaz še vedno menim, da je Evropa med vodilnimi na svetu. Človekove pravice so tu zagotovo spoštovane na najvišji možni ravni, kot jo zdaj poznamo v svetu. In odpravljamo probleme, imamo institucije, imamo Evropsko sodišče človekove pravice. To, kar imamo v Strasbourgu, to sodišče, tega svet nima. Nadnacionalno sodišče, katerega odločitve so obvezne v državah članicah Sveta Evrope. In tako naprej. Se pravi, to so te pozitivni vidiki, ampak veste, kaj je problem? Problem je v tem, bom zelo po domače povedal, da za razvito demokracijo potrebuješ bolj razvito človeško naravo. Veste, mi mislimo, ne mi zameriti, bom rekel, da smo bolj razvita civilizacija, kot smo. Mi mislimo, da smo zelo razviti, ker imamo letala, rakete in tako naprej. Pozabimo pa, da to tehniko tudi uporabljamo v smrtonosne namene vsak dan. Da so lahko kemikalije zdravilo ali pa strup. In veste, na tej v moralni dimenziji človeštvo ni naredilo še tako velikega napredka, kot se nam zdi, ko gledamo to razvijajočo se tehniko, pa digitalizacijo, pa vse tako naprej. Zelo preprosto vprašanje. Ko govorimo o migrantih, o beguncih, ljudeh v stiski. Vsak je v neki stiski, če prihaja v Evropi, kakršnikoli. Razen nekaterih, ki prihajajo z načrtom, ampak te upam, da varnostne službe prepoznajo, izločajo, kolikor se da. Koliko ste jih pripravljeni vzeti k sebi domov? A imate kakšno sobo, kakšen prostor, kjer bi lahko vzeli enega begunca? Ko bom to vprašal naše državljane, tudi naše politike so že vprašali, tiste, ki so me najbolj kritizirali, ko smo postavljali tehnične ovire in tako naprej. Ko so vprašali, tistega ni odgovoril, da jih bo vzel domov. Ne, to je naloga države, to ni njegova naloga. Veste, država smo mi vsi na koncu. V demokraciji. Demokracijo soustvarjamo. Smo vsi soodgovorni. Jaz najbolj, ampak ste tudi vi. Tudi vi imate pravico dolžnost iti na volitve, predvsem pravico iti na volitve in dolžnost spoštovati pravo in soustvarjati neke vrednote v družbi. In če bomo egoisti, nam nobena demokracija ne pomaga. In tem je problem. Zato mora tudi predsednik vlade, minister, politik vedno računati, ko sprejema odločitve, na eni strani s tem, kam ga usmerja ideal, jaz vem, kaj so ideali. Na drugi strani pa mora biti soočen z neko človeško, bi rekel, naravo, z neko ravnijo družbe, razvitostjo, ker je ne more bistveno preseči. Če bi mi lahko sami sebe bistveno presegli, bi sprejeli samo en zakon, bi rekli, nič več korupcije, vsi plačujemo davke in bi se to zgodilo in bi bilo to krasno. Ampak tega ne moreš kar tako narediti, ker ljudje nismo taki. Zakaj je Slovenija padla tako hudo krizo zadnja leta? Ker smo padli na vrednostnem izpitu. Ne zaradi svetovne krize. Svetovna kriza nas je oplazila, tako kot vse države. Ampak zakaj so se ene hitro pomogle? Ker so imele bolj čvrste vrednostne temelje. Mi pa kot mlada država, ki je nekoliko pobesnela, malo preveč je bilo pohlepa, nesodelovanja in tako naprej, smo pa padli precej nizko. In zdaj se pobiramo in se učimo iz te šole. Tako da moja ocena je taka. Demokracije je sicer veliko, ampak daleč od idealov, ki si jih želimo. Ampak zato ste pa vi, da boste z nami skupaj, kasneje pa brez nas sami, te ideale uresničevali, tako da se jim boste še bolj približali. To je edina stvar, ki lahko odgovorim. Tako da zanesljivo bi lahko govoril še pol ure o slabih plateh demokracije, pol ure o dobrih, ampak na kratko. Toliko. Hvala, Katja. Ja. Še za eno vprašanje, lahko potem bom pa moral. Ja. Poglejte, ta pristopna pogajanja s Turčijo so verjetno zdaj že v precej slepi ulici, tako da jaz zelo dvomim, da če bo Turčija sprejela neke odločitve, kot je denimo uvedba smrtne kazni, da lahko še naprej ostane kandidatka. To vemo, da je resen problem. Ampak vi morate nekaj razumeti. Evropa, tudi Slovenija, vsaka država se trudi imeti diplomatske in druge odnose, ekonomske, kulturne in druge, s čim večjim številom držav. Svet je zelo povezan, govorimo o globalnem svetu.
Imamo odnose tudi s Kitajsko. Kakšna je poroditev v Kitajski? Tudi imajo smrtno kazen. A ima ZDA smrtno kazen? Ima. Koliko? Polovica držav, mogoče kakšna manj, kakšna več, ima smrtno kazen. ZDA. Pa kakšne imamo odnose z ZDA? Hočem reči, tudi z Rusijo imamo odnose. Pa imamo sankcije proti njej, pa hkrati imamo ta, da rečemo, dualni pristop. Sankcije da pokažemo, da se ne strinjamo z kršitvami mednarodnega prava, z agresijo nad, bi rekel, polotokom Krimskim in tako dalje. Po drugi strani pa ohranjamo dialog. Ker dialog mora biti. Še Severno Korejo se ohranja dialog, ko gre za res. Kolikor je možno, kolikor dopustijo. Hočem reči, odnose, mednarodna razmerja mora biti taka, da jih imamo te odnose z vsemi, kolikor je možno, ampak pomembno, koliko si pri tem načelen. In jaz pričakujem, da bo Evropska unija dovolj načelna, dovolj korektna tudi do Turčije, da je bo priznala tisto, kar ji gre, da je bo pa tudi povedala tam, kjer se z njo ne strinja. In predvsem tu pričakujem, da bomo našli nek skupni jezik, ker to bi bilo najbolj učinkovito. Je pa dejstvo, da v Turčiji se dogaja marsikaj in zadeva je zelo zapletena, ja, se strinjam z vami. Ampak nek sporazum z državo, glede migracij in tako naprej, tudi s Turčijo, s katerokoli za mene ni sporen sam po sebi, sporno bi pa bilo, če bi sprejeli v Evropsko unijo kandidatko, ki ne bi sprejela vseh kriterijev oziroma izpolnila vseh kriterijev in pravil. Tega pa ne moramo, to je pa jasno. Toliko, ja. Glejte, zdaj jaz hitim še na neko drugo srečanje, če lahko Marjan, mogoče še dve zaključni besedi. Ja, jaz se res lepo zahvaljujem kolegu profesor dr. Marjanu Pavšniku za tole priložnost tukaj z vami. Vam se zahvaljujem, da ste prišli v takem številu. Bo še kakšna možnost za druga vprašanja in debato. Jaz vam želim uspešen študij, kolegom, da bi se čim bolje počutili z vami v družbi. No in jaz verjamem, da se še kaj vidimo, to je nenazadnje moja matična fakulteta, tukaj sem preživel velik del svojega poklicnega življenja, pravzaprav ves del skoraj do politike in se vedno rad sem vračam. Tako da hvala vam še enkrat in uspešno pri študiju. Hvala. Če dovolite, preden se kolegom profesorju Cerarju zahvalim, tisti, ki ste iz prvega letnika, še četrti ure po odmoru, bom pa še jaz nazaj. Predsednik vlade zdaj vidi, da tukaj resno delamo. Koliko še enkrat zahvalim. Hvala, da ste prišli.